Stane, zakaj ravno ta poklic? Kako in kdaj ste začeli? No, jaz sem iz družine gradbenikov, ne, moj oče je bil tudi gradbenik in v bistvu delal sem gradbeno šolo. In pol sem pač nekako v tem lesu videl nek topel material, ki mi je bil zelo blizu in sem potem malo krivino naredil, ne. Mogoče ni bilo najbolj prav, ampak z očetove strani, ne, ampak meni je tako bolj pasalo, bolj odgovarjalo. Kje ste se pa naučili tega, recimo, se da kaj izobraziti za to? Ja, jaz osebno, no, kot sem rekel, sem delal gradbeno šolo, se pravi, ne lesarsko. Prav je, kdor bi recimo hotel po tej poti, da gre v lesarsko šolo, ne, da začne po tej poti. Jaz nisem ravno tako začel, ampak seveda, potem imaš neka znanja v gradbeništvu, ampak knjige. Knjige, se pravi, v bistvu ste vi samouk. No, bi lahko rekli, ja. Katere spretnosti pa se recimo človek mora pridobiti, katera znanja, lastnosti? No, ja, ni samo, če si parketar kot poklic, ni samo to, da poznaš recimo les kot tak, razne vrste lesa, lastnosti lesa in tako naprej, obdelavo lesa. Treba je poznati kot parketar tudi materiale v širšem smislu, se pravi tudi podlago, dostikrat betone, moraš sam oceniti, vlažnost, trdnost. Potem tudi kemijo, konec koncev, lake, lepila. Vse to so zelo, ti se moraš odločiti recimo kot parketar, kot strokovnjak, kaj boš izbral od teh materialov, ne, ko boš recimo pristopil k nekemu delu, ne. To se pravi, to zelo, ne samo tisto strogo, samo les, temveč kar precej, tako bom rekel, na splošno znanja v gradbeništvu, ne. Se pravi, s čim konkretno se vi še poleg parketarstva ukvarjate? Mi imamo trgovino, ne samo parketarstvo kot tako, se pravi uslugo na terenu, ne. Mi imamo tudi trgovino, v kateri prodajamo parket kot osnovno, potem pa izravnalne mase, lake in lepila. Se pravi, vse, kar bi nek parketar potreboval, da neko svoje delo opravi od začetka do konca. Se pravi, v bistvu kompletne storitve so to. V tem smislu, se pravi v parketarskem smislu. Koliko pa se je recimo spremenilo od včasih do danes? Modernizacija, tehnologija. Ja, to gre kar lepo naprej. No, recimo, da mladi fantje predvsem tako gledajo, ne, da je to delo, ki je tako težko, ne. Moram reči, da seveda je, še zmeraj je treba z rokami delati, ne. Ampak danes je tehnologija toliko napredovala, tudi stroje imamo, za vsako stvar lahko uporabiš nek določen stroj, ki ti veliko olajša neke te ročne, recimo. Moram reči, da imamo tudi že stroj, ki nosi parket po stopnicah, no, mislim, ne. Dejansko tudi to je že pogruntano, ne. Skratka, velike izboljšave. Velike izboljšave in ni tako težko. Seveda, včasih je bilo to vse na kolenih, vse se je drgnilo, ne vem, oblalo, drsalo, danes se to vse strojno dela. Kaj pa kakšno izpopolnjevanje v tujini, recimo? Obstaja? Ja, seveda obstaja. To moram reči, da nas vsi ti neki proizvajalci in lakov in lepil in parketa konec koncev vabijo na seminarje, lahko bi samo po teh seminarjih bi lahko hodil. Ampak dejansko so potrebni in je prav, da se mladi ljudje, pa tudi konec koncev mi, ki se s tem ukvarjamo, teh stvari udeležujemo, da to spoznavamo, ne. Ker čas, kot sem rekel, gre naprej in se tudi zelo veliko se novitet na teh seminarjih, na teh izpopolnjevanjih naučiš. Kaj pa vam je najbolj všeč, recimo? Kaj je najbolj zanimivo? Meni osebno je ta neka nadgradnja teh intarzij, mogoče teh bordur, teh nekih, ko so prej rekla, slik, no, nekih teh, to je tako en tak, bi rekel, nadstandard, nadgradnja tega poklica. V bistvu, Ja, no, to je malo neke duše vložiš v ta, malo sebe, no, daš not. To ni tisto kvadratura, pa ne. Tukaj se potem pokaže tudi neke te spretnosti, malo bolj do izraza pridejo. To je meni tako osebno, no, pa moram reči tudi mojemu sinu zelo, no, on je tudi taka bolj boemska duša in mu to zelo leži, no.
Za konec me zanima še, kje vidite prihodnost poklica? Je zadosti zaslužka za vse? No, to definitivno, ja. Mislim, da na tem področju, a veste, parket je bil, je in bo še dolga stoletja, ne. V bistvu to je najbolj plemenita talna obloga, ki si jo lahko človek sebi privošči, ne. In tega ne more zamenjati noben laminat, pa čeprav so še tako lepo izdelani, ne more, ne vem, keramika je mogoče za neka druga področja primerna. Za nas, ki živimo v tem podnebnem pasu, v katerem pač živimo, ne, je les najbolj topla, najbolj primerna obloga, ne, kot izolativni material definitivno. Nezamenljiv. In kot poklic definitivno ne more propasti in se da kar lepo zaslužiti. Ti si res talent, ne? Jaz sploh ne razumem, kako je tebi to uspelo narediti. A mi lahko razložiš, no? Kaj sploh misliš zdaj? Ja, veš kaj razmišljam? Da bi jaz lepo kupil eno majhno preprogo, pa je dal po vrhu in to bilo to. Se ne bi nič videlo. Nič se ne bi videla, finta, preproga. Lastnica pa ne bi nič opazila, ne? Pa res. Logika. Imel pa spet en problem jaz, ne? Ja, veš kako, ne? Najboljš bi bilo, da ves parket ven vržem, pa nov ga položim, pol se pa res ne bi nič poznalo. Sem je en problem, ne? Parket je zelo drag, jaz sem pa čist brez denarja. In kaj zdaj? Ja, gledal sem, veš, imajo še polno enih stvari, pa imajo linoleje, tapisone, itisone, polno enih stvari v različnih barvah. Sem, po pravici povedano, nimam pojma, kaj ne naredim. Kako ti kompliciraš? A ti resno misliš, da je to treba vse ven zložiti, pa na novo čez položiti? Saj samo ena majhna luknjica, veš, da lahko poflikamo, johoj. A misliš, da bi se dalo? Kdo bi pa to naredil? Parketar? O, Daša, sploh me ne poslušaš, sem ti že povedal, da nimam denarja za nov parket. Ti mene ne poslušaš. Jaz sem ti ravno kar povedala, da je to en majhen košček, ki se ga da popraviti. Tako kot avto, če je en del avta pokvarjen, se ga popravi. A ne? Logika, ne? Ampak to pa res. Se pravi, bilo bi ful fajn, če bi sem tale majhen del popravili in to je to. Pak ti si zakon. Veš kaj, zdaj se mi pa prav dajeti na bowling, tako da te jaz častim. The best.